Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji Kroniki tedna. Bili smo na sprejemu najuspešnejših učencev občine Kranjska Gora, na podelitvi nagrad za pridno nošenje rutk, predavanje v Slovenskem planinskem muzeju. Triglavski zvonovi pa so imeli svoj letni koncert. Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat je v sredo v prostorih Ljudskega doma sprejel najuspešnejše učence iz osnovne šole 16. decembra Mojstrana in osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Župan po današnjem nagovoru mladim fantom in dekletom, ki zaključujejo osnovno šolo, ste optimistični glede mladih generacij, ki prihajajo. Za mladino sem bil že od nekdaj optimističen in jaz mislim, da posebej ta generacija, ki prihaja, je ta prava generacija. Mislim, da smo preboleli to otroško bolezen, ki se ji reče samo faks nekaj pomeni, in mislim, da se ljudje in seveda tudi otroci zavedajo, da je velikokrat v življenju pomembno tudi, da si srečen, da delaš tisto, kar te veseli, ne samo to, kar ti piše v CV-jih, ki so zdaj tako popularni, seveda mislim to na visoko in še višjo izobrazbo. Fantje in dekleta, ki ste jih danes sprejeli, se bodo že septembra raztresli po vsej Sloveniji in še dlje. Kaj je tisto sporočilo, za katerega si želite, da bi ga ponesli ne samo v Slovenijo, ampak v svet? Jaz mislim, da bi bilo zelo lepo, če bi bili vsi ti naši najuspešnejši učenci in učenke še naprej tako uspešni in da bi bili ponosni na kraje, iz katerih prihajajo. Seveda jim ne bo treba dvakrat razlagati, od kod so. Kranjsko Goro poznajo po Sloveniji domala vsi, tako da verjamem, da bojo ponosni in da bojo pravi ambasadorji naše občine širom naše dežele. No, verjetno pa si želite, da bi se kdo od tistih najuspešnejših, najbolj pridnih nekoč vrnil v dolino in tu ustvarjal, živel. Vsekakor, poglejte, generacije se menjajo, zmeraj več potrebe tudi v naših krajih po kadrih, ki bodo tako v turizmu kot v terciarnih dejavnostih zapolnili te luknje nas, ki bomo počasi se umikali, upokojevali, tako da jaz verjamem, da mlade moči so tukaj med njimi in nimam nobenih slabih pričakovanj, tako da sem optimističen. Kakšni pa so vaši cilji za prihodnost? Zdaj imam začrtane cilje in bi rad postal učitelj geografije in zgodovine, zato grem tudi najprej na gimnazijo na Jesenice in pol na fakulteto, oddelek za geografijo. V Maribor na konzervatorij za glasbo in balet bom nadaljevala s harfo, tako da ne vem, bomo videli. Na gimnazijo Moste v Ljubljano. Povabil so me igrati košarko v Ljubljano, v klub Slovan, in je pač program narejen s to šolo, tako da sem se kaj vpisal. V gimnazijo želim je. Ja, odločila sem se, ker me je navdušila ena moja prijateljica, Neža Jakl, kar je zdaj v prvem letniku. Za smučanje sem se pa odločila, da bom nehala, zaradi tega, ker sem se na prvo mesto postavila šolo. Kaj je tista stvar, za katero misliš, da je bila odločilna, da ste tako uspešni? Ja, ne vem, to mogoče zaradi tega, ker treniram smučanje, imamo tudi to delovno navado. Smo prišli na trening, smo prišli domov, naredili naloge, se naučili, kar je bilo za naučiti, pa pol še naprej dejavnosti izven šole. V bistvu, da sem sprot ponavljal, pa pač takrat, ko je bilo veliko stvari naenkrat, da se pač sam zbrati se je bilo treba, pa je bilo to. Ja, sigurno trdo delo, pa redna vaja, tudi po več ur na dan. Poleg vaje tudi učenje za šolo, tudi po več ur na dan, ker se je bilo treba učiti več predmetov naenkrat. Pa vztrajnost, pa tudi spodbuda
staršev, pa učiteljev, pa vsa podpora. Pa mislite, da boste kaj pogrešali domače kraje? Ja, seveda bom pogrešala dom sam, vse se bomo navadili. Ja, sigurno, ker so novi ljudje, čist drugačna okolica, tako da se bom sigurno rada vračala sem nazaj. Verjetno da bom, ki je vse čist drugače, velik mest pa moje strane. Bom, drugačna kultura vse. Za kulturni program so poskrbeli učenci glasbene šole Jesenice. Ter gledališče Toneta Čufarja z odlomkom iz igre Butale. Za poroko nimamo vina. Opet vina ni fište! Vem. Kaj, če gresta vidva na Hrvaško po vin? Prosim. Ampak poroka je že čez 3 dni. Tako da, pohitita. Redu. Gremo na Hrvaško. In Hrvaška je v tisto smer. Noč bo, le kje in kako bomo prespali? Že vem, doma v Butalah imamo pojskle. In to vsak svoje. Ja, in to za ston. Ajde, pojmo Butale. In Butale so ti smeti. Butale! Lahko noč. V sredo dopoldan je podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša s predstavnico Sveta za preventivo in varnost in policistom obiskal prvošolce. Tako kot vsako leto smo tudi letos obiskali obe osnovni šoli v naši občini, sicer osnovno šolo Josipa Vandota in osnovno šolo 16. decembra v Mojstrani. Ob zaključku šolskega leta smo z veseljem prvošolčkam, ki so celo leto pridno nosili rumene rutke, podelili priznanja, nahrbtnik, majčko in pa en blokec, kot vzpodbudo v temu, da so pač celo šolsko leto skrbeli za svojo varnost v prometu in pa seveda tudi za varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. V imenu občine bi se jim vsem skupaj rad zahvalil, zato in ne nazadnje varnost kot taka ni sama po sebi umevna, zato je zelo dobro in pa pravzaprav tudi vzgojno za vse ostale, ki tega še ne počnejo, da pravzaprav to rutko uporabljajo, namreč rutka poleg vsega tega, kar sem zdaj našel, pomeni tudi vidnost v prometu in hkrati tudi daje zgled vsem ostalim udeležencem v prometu, da pazijo na tiste najmlajše, ki so pač izpostavljeni v prometu na šolski poti, a kakorkoli v svojem prostem času. Dobar dan vsem skupaj, lepo, da ste nas prišli obiskati in že zelo težko čakamo vaša darila. Mi pa vam bomo za dobrodošlico zapeli tole pesmico. Že od nekdaj tot okrog so si vrabci bosih nog, so si vrabci bosih nog. Prav verjetno, prav zato stopajo tako lahno, stopajo tako lahno. Tip-tirik, 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 tip-tirik,
S kulturnim programom pa so nas presenetili tudi prvošolčki osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. V petek je bilo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani predavanje in predstavitev opreme ter oborožitve gorskih enot Avstro-Ogrske monarhije z naslovom Slovenci v gorskih enotah 1911 do 1918. Predaval je David Švigelj. Kot veste, smo bili mi do leta 18 del te velike evropske monarhije, ki imela svoje sestave, pač v vojski tudi seveda gorske enote, v katerih so bili predvsem močno zastopani Slovenci, sploh v tem regimentu, o katerem bom jaz govoril. Naslov je, kot vidite, predstavitev podobe opreme in oborožitve gorskih enot Avstro-Ogrske monarhije, se pravi na splošno, ker pač te slovenski regimenti se v ničemer niso razlikovali od drugih gorskih enot. Levo pa desno imam dva malo bolj tiha kolega. Na desni moji, na vaši levi, je vojak v opremi začetka prve vojne, na desni, vaši desni, moji levi, so pa zadnji meseci napjavi. Vidite, razlika je kar velika, bomo šli potem tudi od kosa do kosa, približno zakaj tako je. Minulo nedeljo je v prostorih Kulturnega doma na Dovjem potekal letni koncert vokalno-instrumentalne skupine Triglavski zvonovi z naslovom Jaz, ti, čez gore in morje. Niko se ne smije kao ti, niko ne more več najljepši osmijeh od tebe. Kad sunce jutru krade dan, ti dobro znaš, niko ne ljubi kao ja. Živjo, nahajamo se na 3. Alpe Adria Bike festivalu in sicer na letečem cilju v Kranjski Gori, kjer čakamo gorske kolesarje na etapi 89 km, ki bodo pot nadaljevali preko Avstrije oziroma šli v Avstrijo, kjer je tudi cilj. Številko 1030 in pa 1027 sta to. Johan Wallner med 1030 in 1027 Oswald Vela. Vsi skupaj tukaj v Kranjski Gori na letečem cilju cestne etape čakamo cestne kolesarje, ki se zdaj spuščajo z Vršiča in vsi skupaj upamo, da bo med prvimi tudi domačin Uroš Komac. Blaž v Kranjski Gori, 2 leteča cilja gorskih kolesarjev in cestnih. Kaj to pomeni za turizem v Kranjski Gori? Ja, letos smo festival Alpe Adria združili v en dan, tako da smo ta prvo gostili tekmo mountainbika, ki je še šla mimo nas, zdaj imamo ravno, pridejo skozi Kranjsko Goro tekmovalci na Džiru. Naš Komac je bil, kakor sem videl, v etapi ta prvi, tako da upam, da se bo tako držal tudi do konca tekme. Mislim, da je to en lep tak kolesarski festival, ena izmed kolesarskih tekmovanj, ki jih želimo v Kranjski Gori organizirati preko celega leta čim več. Poleg Juriša na Vršič, ki je najbolj pomembna kolesarska dirka, smo zdaj dobili še, upam, da tudi tradicionalno Gornji Poni, pa potem tale naša Alpe Adria, ki je tudi zdaj že 3. zapored, mislim, da se je kar lepo prijela. Tako da to je pač za Kranjsko Goro pomen za kolesarstvo neko promocijo preko celega leta. In jaz samo upam, da se bo tako trendu tudi še naprej nadaljevalo, kar se tiče samega obiska tekmovalcev na tej dirki. Letos smo jih imeli že 759, kar se tiče Džira, nekoliko bolj moramo pa delati na mountainbiku. Kolesarji bodo torej še nekaj časa kolesarili tu mimo v Kranjski Gori skozi cilj proti cilju v Avstrijo. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. V sredo ob 17. bo v sejni sobi občine Kranjska Gora 12. seja občinskega sveta v 6. mandatu.
Dnevni red zajema kar 19 točk, in sicer spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kranjska Gora za leto 2016. Odlok o drugem rebalansu proračuna občine Kranjska Gora za leto 2016. Odlok o spremembah odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v komunalnem prispevku občini Kranjska Gora, skrajšani postopek. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, skrajšani postopek. Spremembe odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Kranjska Gora in spremembe odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora, skrajšan postopek. Nadalje bo 6. točka sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016. Sledi dopolnitev organizacijske sheme delovnih mest v javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o izločitvi NOE Slovenski planinski muzej iz javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice. Svetnice in svetniki bodo razpravljali tudi o soglasju k prečiščenemu besedilu statuta osnovnega zdravstva Gorenjske. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev. Točka dnevnega reda je tudi strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 do 2021. Sledi letno poročilo 2015, poslovni načrt za leto 2016 in plan porabe amortizacije v letu 2016 Komunala Kranjska Gora d.o.o. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2015 VTE, projektna družba Kranjska Gora d.o.o. Poročilo o obratovanju CCN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2015, Jekoin d.o.o. Jesenice. Svetnice in svetniki bodo obravnavali tudi končno poročilo o opravljenem izrednem nadzoru odpovedi pogodbe o zaposlitvi ravnatelja osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora za leto 2015. Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem občine Kranjska Gora v letu 2015. 16. točka bodo priznanja občine Kranjska Gora za leto 2016. Predlog bo podan na seji. Sledi ukinitev statusa javnega dobra pri nepremičnini, vprašanja in pobude, ter zadnja 19. točka informacije. Seveda pa si sejo lahko ogledate tudi v neposrednem prenosu na ATM TV Kranjska Gora. V sredo bodo zasedale tudi jeseniške svetnice in svetniki. 14. redna seja občinskega sveta občine Jesenice bo v sredo 22. junija ob 17. v sejni sobi občine Jesenice, dnevni red pa zajema 19 točk. V galeriji Kosova graščina bo v četrtek ob 19. odprtje razstave Ivko Dolenc. Razstava bo na ogled do 31. julija. Obveščamo vas, da bo v mesecu juliju 2016 in v mesecu avgustu 2016 krajevni urad v Kranjski Gori na Kolodvorski 1B zaradi dopusta in nadomeščanja na sedežu upravne enote zaprt od torka 5. julija do vključno torka 30.8. V tem obdobju lahko vse storitve opravite na sedežu upravne enote Jesenice na cesti Železarjev 6A na Jesenicah in sicer v času uradnih ur. Ob ponedeljkih in torkih med 8. in 12. ter med 13. in 15. uro. Ob sredah med 7. in 12. ter med 13. in 17. uro in ob petkih med 8. in 13. uro. Planinsko društvo Gozd Martuljek vas vabi na delovno akcijo in druženje pri bivaku pod Špikom v soboto 25. junija. Zbor bo pri bivaku ob 9. Zaželena pa je seveda čim večja udeležba članov in članic. 12. junija 1991 je na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, res da še nedokončno oblikovana, a vendarle je plapolala v vetru nove države, za katero smo se Slovenci množično odločili pol leta predtem. Tudi v Slovenskem planinskem muzeju se bodo v počastitev 25. obletnice države Slovenije spomnili tega dogodka.
No, ta bo v ponedeljek ob 19. Vsi obiskovalci pa boste prejeli znamenito razglednico s podpisi tedanjih udeležencev. Pa zaključimo današnjo kroniko tedna še športno. V soboto bo na sporedu že tradicionalni 22. tek na Vršič oziroma Andrejčkov tek. Štart teka bo ob 10. Popolna zapora ceste pa bo organizirana med 10. in 10:15 na trasi teka skozi Kranjsko goro ter med 10. uro in 15. in 13. uro na Vršiški cesti, torej od hotela Lek oziroma mosta pri Eriki do vrha prelaza Vršič. Prijava na tek, prevzem štartnih številk ter darilne vrečke z vsebino naših sponzorjev bo možna le na dan prireditve, od 8. ure dalje na terasi restauracije Oštarija, kjer bo tudi štart teka. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, pa smo športno zaključili današnjo kroniko tedna. Imajte se skrajno lepo in nasvidenje prihodnjič.